konferenci, ki poteka tu na Brdu pri Kranju in je posvečena 11 letom mednarodne prisotnosti na Kosovu, smo imeli tudi nekaj pomembnih dvostranskih srečanj in pogovorov. V zvezi s tem velja vsekakor izpostaviti pogovor z generalom Markusom Bentlerjem, poveljnikom KFOR-ja na Kosovu. In sicer pogovarjali smo se o njegovem videnju razvoja dogodkov na Kosovu v prihodnjih mesecih. Namreč pripravljamo se na zmanjšano prisotnost KFOR-ja, na znižanje iz približno 10.000, kar je današnja KFOR-jeva prisotnost na Kosovu, v približno 5.700 oboroženih pripadnikov in pripadnic KFOR-ja. Pomembno pri tem prehodu, na kar nas je opozoril general Bentler, je, da čeprav bo sil manj, bo njihov način delovanja in pa njihova struktura takšna, da bo zagotovila ustrezno stopnjo stabilnosti in pa tudi varovanje ključnih objektov na Kosovu. V zvezi s tem pa je seveda tudi pomembno, kako mi v Sloveniji na Ministrstvu za obrambo razumemo svoje možnosti za sodelovanje v vseh tistih kritičnih resursih, ki jih general Bentler in pa poveljstvo KFOR-ja potrebuje za bodoč razvoj dogodkov na Kosovu. Tako kot velikokrat smo tudi danes imeli priložnost slišati veliko pohval na račun slovenskih vojakov in vojakinj. General Bentler pravi, da so pripadniki Slovenske vojske ljudje, ki zelo dobro opravljajo vse naloge iz mandata KFOR-ja, da so pri teh svojih nalogah zelo nepristranski in pa, kar je zelo pomembno, kamorkoli pridejo, zelo hitro vzpostavijo dober, topel in prijazen odnos do lokalnega prebivalstva, kar je za izvedbo nalog, ki jih ima KFOR danes na Kosovo, izjemno pomembno. Torej, to je trenutek, ob katerem lahko rečemo, da smo lahko ponosni na pripadnike in pripadnice Slovenske vojske in da smo lahko ponosni na celoten prispevek Republike Slovenije k vzpostavitvi miru, varnosti in pa stabilnosti na Kosovu. Pogovori z generalom Bentlerjem potekajo tudi na ravni zelo konkretnih razprav o slovenskem prispevku, se pravi, kakšne vrste enote bomo prispevali, koliko bo teh sil, kdaj bodo menjave, rotacije kontingentov in podobno. Kar pa se tiče še tega političnega vidika, je bilo zame pomembno tudi njegovo stališče o situaciji na severu Kosova, kjer bomo v prihodnosti, čakajoč na odločitev, kakršnokoli pa če že bo, mednarodnega sodišča. Torej, kakršnakoli že ta odločitev bo, na severu Kosova bomo vsi skupaj bistveno bolj pozorni na morebitne varnostne incidente in pa sploh na razvoj dogodkov, kajti na severu Kosova še vedno obstajajo paralelne strukture, tako politične kot tudi varnostne in paravarnostne. To pa nas vse, ki sodelujemo v tem trenutku na Kosovu, mora skrbeti.